Sicer pa na Ptuju že na polno praznujejo 5. letni čas. Tako namreč tam pravijo čas opusta. In danes se je v najstarejšem slovenskem mestu z Etno povorko začelo že 66. kurentovanje. V povorki, ki jo je po mestu spremljalo približno 15 tisoč gledalcev, je sodelovalo približno 2500 udeležencev iz 81 skupin in društev. Na ulicah in trgih so se predstavili številni tradicionalni pustni liki. In tam je bila Jana Ujčič. Več kot 1100 kurentov oziroma korantov je danes tako preplavilo Ptuj. Zvonci so se slišali daleč naokoli. Ni lepšega občutka, ko se odeti v kurantovo opravo in se podati po ptujskih ulicah. To tako celo leto čakamo, tako da to je to zdaj. Veseli me to, da lahko razveseljujem ljudi. Ob kurentih pa na Etno povorki še številni drugi tradicionalni pustni liki, tudi kopljaši, pokači, piceki in orači. Povorka, kaj bi rekli? Ena lepših, zelo zanimiva, prikaz naše dediščine, zelo lepo. Lepo. Lepo, kaj je lepo? Kulenci pa hodiške. Komaj smo ga čakali, fašenk namreč, zdaj je tu, še vreme se popravljati. Tako je na Ptuju ni nikjer. Med povorko pa je županja, kot veleva pustni zakon, predala ključe mesta in s tem tudi oblast princu karnevala. Danes prevzemam oblast. Prvo pravilo, ki vam ga kar povem, 10 dneh na Ptuju biti resen ne bo dovoljeno. Vse do pustnega torka se bo na kurentovanju zvrstilo veliko dogodkov, vrhunec pa bo prihodnjo nedeljo z mednarodno karnevalsko povorko. Ja, letos lahko govorimo zopet o rekordnih številkah, več kot 3500 nastopajočih v sami povorki, ki bodo napolnili staro mestno jedro. Ves čas kurentovanja pa bo potekala tudi akcija zbiranja sredstev za 7-letnega Teja Slodnjaka, in sicer za zdravljenje z genskim zdravilom v ZDA, ki ga zaradi krute in hitro napredujoče bolezni potrebuje čim prej.